Rekla sva, da dejva to, kar se dogaja na svetovni sceni, in to vojno v Ukrajini, pogledati iz različnih zornih kotov, ker sploh na družbenih omrežjih kar cveti enih dezinformacij in idej, kaj je, zakaj in kdo je kriv. Zdaj, naredila sva eno epizodo že v tem kontekstu, in sicer z Barbaro Šurko, ona je specialistka za zalivske države, Bližnji vzhod, zdaj poroča za AP iz Francije in nam je malo osvetlila, kakšne lekcije lahko potegnemo iz Sirije in pa tudi obnašanje Macrona, francoskega predsednika, in Francije, ki je predsedujoča svetu EU, kako postopati s to krizo, ne. Tokrat imava pa drugega gosta, daj malo več povej. Ja, najin današnji gost, Nataša, nama bo zelo verjetno poskušal osvetliti, razjasniti, razkaditi meglo, ki je nastala ob poskusih razlage ruske agresije na Ukrajino. Kdor je videl nagovor ruskega predsednika Vladimira Putina naciji v dneh pred agresijo, je mogoče ostal zmeden in mu ni bilo čisto jasno, v katero smer teče čas, ker se je zdelo, da je včasih preteklost postavil pred prihodnost, sedanjost je bila tudi majčkeno pač premaknjena oziroma distorted, ne, z lepo slovensko besedo. Skratka, in odločila sva se, da bova za razjasnitev situacije poklicala človeka, ki o tem zelo veliko ve. Nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz Moskve, Miha Lamprecht. Zdravo. Lepo zdrav obema, lepo zdrav vsem poslušalcem oziroma obiskovalcem. Miha, strašno se veseliva tega pogovora, ker ti si bil dopisnik v takrat, če je bila Sovjetska zveza, ravno v času, ko je država šla skozi korenite spremembe in je iz ene nastalo 15 držav. V različnem ritmu so države iz te skupnosti odhajale. Ta zadnji je bil Kazahstan, se mi zdi, boš malo več povedal, ampak kar naju mogoče za začetek zanima, pa bomo pol šli okrog tega, koliko smiselne so primerjave z hladno vojno takrat, pa ali smo zdaj v novi. A poveš, kako si ti doživel tisto obdobje in ko je Ukrajina šla stran, a je to bilo tako kot, ne vem, Slovenija stran iz Jugoslavije ali bolj tako, kar je zdaj recimo Črna Gora, Srbija? Hvala za vprašanje. Poskušal bom nekako strniti tudi moje osebne občutke, seveda tragične občutke ob tem, kar se dogaja. Jaz sem šel takrat gor iz Jugoslavije v Sovjetsko zvezo. Ko sem se vrnil nazaj, ni bilo ne Jugoslavije, ni bilo ne Sovjetske zveze. Se pravi, vrnil sem se v Slovenijo iz Rusije, Ruske federacije. Zdaj, ko pa osebno gledam na te zadeve, se mi zdi, da vse skupaj prihaja z nekim blaznim časovnim zamikom. In zadnjič sem nekje dal eno tako primerjavo, da mogoče se zdaj ta balkanski scenarij na postsovjetskem območju dogaja v tej najbolj radikalni obliki, namreč spopadli sta se dve največji slovanski entiteti, se pravi Rusija in pa Ukrajina, ki imate sicer izredno zapletene zgodovinske odnose, ki so dolgi že vsaj 1000 let. Ampak moramo vedeti še nekaj, ne? Da Ukrajina, Belorusija in pa Rusija, to je bilo za časa Jelcinove vladavine, so prispevala svoj delež k razpustitvi Sovjetske zveze in pa ustanovitvi tako imenovane efemerne skupnosti neodvisnih držav. Ta skupnost v bistvu je na papirju, očitno pa želi zdajle vladar v Kremlju, predstavnik stranke vojne, radikalni centrist, vzpostaviti nadzor nad vplivnimi območji nekdanje Sovjetske zveze. Tako na kratko upam, da bom lahko nekoliko bolj elaboriral še v nadaljevanju. Mislim pa, da neke linearne primerjave med tem, kako se je osamosvajala Slovenija in kako se je Ukrajina, ker namreč 30 let so sicer se kazale neke tenzije na površju, ampak v globini je ta konflikt ostal v bistvu nedotaknjen in izredno kompliciran in kot neka tempirana bomba, ki je lahko vsak trenutek pač se sprožila. Sprožilec je pa tukaj seveda, zadnji sprožilec je seveda predsednik Putin. In ne glede na to, kar bomo povedali v nadaljevanju, tudi jaz osebno, nič ne spremeni dejstva, da pač absolutno in najostreje obsojamo vse, kar se je zgodilo, so pa seveda tudi še nekateri detajli, o katerih pa danes bolj malo govorimo. Miha, Aljaž, ta intermezzo, omenil si stranka vojne. Se veš, da bi po novem zakonu bi šel zdaj za 15 let v zapor, če bi tam delal? Ja, zato se tudi naša draga kolegica Vlasta Jeseničnik temu izogiba, ampak jaz pač mislim, da ne samo, da gre za stranko vojne. V tej vojni so se pokazali tudi psi vojne. Tako kot so se pokazali psi vojne tudi v obeh čečenskih vojnah.
v prvi čečenski vojni in pa drugi čečenski vojni. In pač moram povedati, da Ana Politkovska, slovita novinarka, je te stvari zelo jasno definirala in tudi plačala z življenjem za to, kar je napisala v svojih zadnjih zapisih. In dejansko moramo vedeti tudi to so pa zgodovinska dejstva, Putin je svojo oblast okrepil že takrat, leta 2000, za drugo čečensko vojno. Ampak to je bilo daleč, šlo je za spopad med, bi rekel, pravoslavjem in pa islamom, zato nas to na nek način ni prav veliko zanimalo. Miha, potem v vodu se v bistvu pojavlja vprašanje, ali je sploh obstajala realnost, kjer se odnosi med Putinovo Rusijo in Ukrajino pod kakršnokoli pač že oblastjo ne bi iztekli v oborožen spopad. Ja, zdaj, ko gledamo za nazaj, se mi zdi, da je skoraj nemogoče, da bi bilo drugače. Če pač imamo, bi rekel, te radikalne veliko državnike, najprej v Moskvi, pa seveda posredno in podrejeno tudi v Kijevu. Ampak med tem so se zgodili, mi moramo spomniti recimo en detajl. A ne? Vi veste, da je bil nekdanji predsednik Ukrajine, Juščenko, že takrat se spomnite, kdo ga je zastrupil, človek je bil zaplinjen, zdravil se je na kliniki na Dunaju, podobno kot nekdo drug na kliniki v Berlinu. To so bili, bi rekel, ti tajni prijemi, kako eliminirati legitimno izvoljeno oblast. Hkrati pa moramo vedeti nekaj, ta isti predsednik Juščenko je leta 2010 posthumno odlikoval Stepana Bandero z najvišjim ukrajinskim odlikovanjem, dal mu je znak, znamenje Heroj Ukrajine. Takrat je Evropski parlament dobesedno znorel, protestiral in seveda to je požgalo po drugi strani spet te negativne ruske reakcije. Potem se je pa zgodilo, bi rekel, konflikt v Donbasu, v Donetsku in pa Lugansku. Zarekel sem se v Pridnestrju, to se utegne še zgoditi z Moldovo, tako da mi malo misli prehitevajo. Ne? Ampak dejstvo pač je, a ne? Predsednik Zelenski je pomladi leta 2019 dobil 73% glasov. Ne glede na to, da ga je takrat podpiral tudi oligarh Kolomejski, ki je zdaj živi v Švici in se je nekako iz tega konflikta umaknil. Ukrajinci so dali jasno mandat predsedniku države in tudi njegovi stranki v Ukrajinski državni radi, da pač državo vodi naprej proti, bi rekel, neodvisnosti, proti samostojnosti, ozemeljski celovitosti. Problem je nemara za Rusijo, največji problem je bil pa v tem, da je Ukrajina v svojo ustavo zapisala dva civilizacijska cilja. To je vstop v Evropsko unijo in pa seveda tudi vstop v Severnoatlantsko vojaško zvezo. Zdaj smo pa po moje pri glavnem problemu. Kar izvoli, prosim. No, ko smo že pri glavnem problemu, mogoče vsem, bi vzel še kakšno minuto, pa vprašal po tvoji oceni Putinove, v narekovajih, utemeljitve za ta napad. On je v tistem svojem nagovoru naciji odkrito podvomil o obstoju Ukrajine kot države, o obstoju ukrajinskega naroda kot samostojne entitete, govoril je o enem narodu, o eni Rusiji. Čisto kot refresher, ne, in ti boš to gotovo vedel. To so zgodbe, ki grejo nazaj stoletja. Ja, nažalost. Glejte, Putin se napaja nekako ideološko napaja, ne, pri ruskih velikodržavnikih. Ne. Tudi sodobni filozof Aleksandar Dugin, ki je nekoč napisal knjigo Temelji ruske geopolitike in pa geopolitična prihodnost Rusije, je v bistvu nekako, bi rekel, dvorni filozof predsednika Putina. Ampak Putin to ni rekel prvič. Mislim, da je pomemben njegov stavek leta 2014, ko so anektirali Krim, polotok Krim. Takrat je rekel nekaj: mi vas bomo zaščitili pred idejnimi dediči nacistov. Pri tem je imel v mislih Stepana Bandero in pa tudi nekatere, bi rekel, neonacistične stranke, ki dejansko v Ukrajini obstajajo. Ampak Putin in njegov kolega Medvedjev sta že lani napisala znameniti esej o Ukrajini. In to je bilo veliko rusko, veliko državno, nacionalistično in pa irredentistično pismo, ki Ukrajini odreka v bistvu pravico do samostojnosti, kar je v bistvu ne preseneča 30 let po razpadu Sovjetske zveze. Preseneča pa, da živimo danes v nekem modernem času, ampak ruska zgodovina in zgodovina ukrajinsko-ruskih odnosov sega v leto 1862, ko je bila v Kijevu ustavljena Kijevska Rusija, ki imajo Rusi danes za začetek svoje tisočletne države. Ampak vendarle, jaz mislim, da bi morali danes
živeti v nekem obdobju miru in koeksistence, ampak očitno smo priča svetovni geopolitiki in ponovne delitvi ozemelj in interesov, ki vladajo na teh ozemljih. Ker veste, utemeljitelj geopolitike, švedski teoretik Kelin je nekoč dejal, pred 100 leti je dejal, ja kaj, velike države se morajo organsko povezati z ozemljem, na katerem živijo in to ozemlje zasesti. Kaj pa male države? Ja, male države ali ne bodo obstajale ali se bodo temu podredile. Ampak Ukrajina je velika država. Ukrajina ima 44 milijonov prebivalcev in veste, kaj je zanimivo? Mene vse skozi preganja ta lucidnost ameriškega svetovalca za nacionalno varnost, Bžežinskega, poljskega juda, ki je bil v Carterjevi administraciji v Svetu za nacionalno varnost. On je takrat rekel, če pride do razpada Ukrajine, bo to največja geopolitična katastrofa po koncu druge svetovne vojne. In zanimivo, še nekaj bi povezoval s tem. A veste, Putin je leta 2005 povedal en stavek, razpad Sovjetske zveze je največja geopolitična katastrofa minulega stoletja. In potem vidimo, da pridejo skupaj določene ideje, ki v neki drugi konstelaciji so povsem nekompatibilne. Ampak tukaj se mi zdi, da so se stvari šle na tak način, da zdaj gledamo pač najbolj tragično obliko človeške eksistence in pa obračuna v bistvu z golorokim narodom, pa seveda tudi z močno ukrajinsko vojsko in pa temi uporniškimi prostovoljnimi silami. Miha, ti si bil v Sovjetski zvezi Rusiji, tako kot sem omenila na začetku, res v enem momentu, zdaj, ko gledamo za nazaj, vemo, kako so se na novo postavljale sile takrat, ne? In zdaj, ko gledaš, takrat je Rusija izgubljala kontrolo in naslednjih 10 let po dezintegraciji je bilo v državi kar kaotično, ne? Iskali so svojo identiteto, z Jelcinom niso bili najbolj zadovoljni, gospodarske reforme so šle malo po svoje. A vidiš kakšne podobnosti s tem danes v Rusiji? A vidiš to, zdi se sicer kot, da je Putin, da ima stvari pod kontrolo, ampak hkrati tudi, da je rezultat, da je napad na Ukrajino rezultat tega, da zgublja kontrolo. Ne vem, da smo, tako kot si sam rekel in citiral pri tem Bžežinskega, da smo v zgodovinskem momentu, ko se stvari spet na novo postavljajo. Ja, poskušal bom nekako žogo vrniti na obdobje ob združitvi Nemčij, padcu Berlinskega zidu in kaj je bilo takrat za zahodne strani obljubljeno Mihailu Gorbačovu. On je še danes živi v Moskvi in se tega zelo dobro spomni. Namreč, Američani pravijo, da to ni nikjer zapisano. Ampak James Baker in pa kancler Helmut Kohl sta Gorbačovu takrat obljubila, da se NATO po padcu Berlinskega zidu, po združitvi Nemčije in po razpustu Varšavske zveze ne bo širil proti vzhodu. Fakt je, da od leta 1997 se je NATO za 1000 kilometrov pomaknil proti ruskim mejam. Zdaj pa Putin je agent. Oporečnik pred parimi leti preminuli oporečnik v Londonu je dejal, da kdor je agent, ne bo nikoli odložil svojega plašča agenta, špiona. Ne? A govoriš o Litvinenku? Ne, govorim predvsem zdaj o Putinu. No. Litvinenko je žrtev v bistvu dolge vohunske roke ruskih tajnih služb, ki jih imamo vsaj 4. Ne, sem mislila, da si referiral na tistega enega. Ja, oporečnika, okay. Bukovski, Vladimir, to je bil Bukovski oporečnik, ki je pod Jelcinom raziskoval tajne arhive o početju sovjetskih tajnih služb. On je pred leti umrl v Londonu in Putinove tajne službe in Putinov režim mu ni pustil, da bi se vrnil v Rusijo. Ampak samo toliko o tem, kaj je Putin naredil v 22 letih svojega obstoja. Putin je vselej veljal za racionalnega politika. Govori vedno, da ščiti predvsem ruske interese, se pravi Rusov, ki živijo v Ruski federaciji in Rusov, ki živijo v tako imenovanem bližnjem zamejstvu. Rusi uporabljajo izraz bližnje zarobežje. In teh entitet rusko govorečih ni malo. Samo v Ukrajini po zadnjem štetju je Rusov, rusko govorečih 23%.
In ti niso imeli, bi rekel, status manjšine po ustavi, po ukrajinski ustavi. Ampak grem, kaj je Putin naredil v minulih 22 letih. Putin je utrdil svojo oblast. Putin je eliminiral opozicijo. Putin je uničil neodvisne medije. Še zadnje od točke neodvisnih medijev. Putin je podaljšal, v bistvu to so mu potrdili zgornji in pa spodnji dom ruske državne dume. Se pravi, ima vso legitimno pokritje za svoje dejanja. In lahko ostane na oblasti dlje, kot je ostal Stalin. Putin pa ni preobrazil Ruske federacije v gospodarskem smislu. Ruska federacija se je militarizirala in nekdo je lepo rekel, pa ne moremo govoriti o tem, da se bo Rusija kdajkoli demokratizirala, zato ker je tisočletja živela kot vojaški imperij in ne more drugače razmišljati kot vojaški imperij. Ampak jaz sem do zdaj vedno mislil, da je ruska diplomacija profesionalna, neideologizirana in da pač lahko parira v bistvu zahodni diplomaciji ali pa kitajski diplomaciji, da ima pač profesionalne diplomate. Ampak gledajte, kaj se je lani zgodilo. Lani je NATO izgnal ruske veleposlanike na sedežu NATO, češ da so vohuni. Potem so sledili protiukrepi. Potem je sledilo srečanje predsednika Bidna in pa Putina v Ženevi. Ampak očitno to ni bilo dovolj, očitno to ni pomirilo, bi rekel, ruskih strasti in pa, bi rekel, geopolitičnega načina razmišljanja. Zgodilo se je še nekaj. Pred 2 mesecema je odstopil nemški kontraadmiral, ki je opozoril na neke zadeve. Zahod naj bo malo bolj popustljiv do Rusije, do Putina in naj se sprijazni, da Krim ne bo nikoli ukrajinski. General je moral potem, oziroma kontraadmiral je moral potem, kontraadmiral Šenbach je moral zaradi tega odstopiti. Ampak kaj se dogaja zdaj? Zdaj v zgodovini vedno pride do nekega turning pointa, ko ni več poti nazaj. In vsak dan vojne povečuje v bistvu to verjetnost miru, čeprav nekoč bo moralo priti do brezpogojnega podpisa prekinitve ognja in nekoč se bodo vendarle te države morale spet pogovarjati. Kdaj in kako se bo to zgodilo, mi tega ne vemo. Putin, skratka, veliko se špekulira na tem, da nihče nima vpogleda, kaj se dogaja v Putinovi glavi, ampak Putin seveda, v Rusiji je bila oblast vedno personificirana. Vedno, v dolgi zgodovini, v sovjetski zgodovini in očitno se je pač ta vrhuška v Kremlju in v oboroženih silah odločila, da bo na ta način pacificirala Ukrajino in da ne bo dopustila več, da bi se NATO kakorkoli širil proti ruskim mejam. Jaz, kot rečeno, to se mi zdi popolnoma iracionalno, je pa neko, bi rekel, geopolitično zrno v tovrstnem sklepanju. Kaj pa je Putin govoril v tem 55-minutnem nastopu? To, da državnik, ki ga je Aljaž, se pravi ta nagovor omenil, pred začetkom vojne, to je v bistvu brez primere v zgodovini. To ni akademik, ki bi govoril 55 minut. In takrat je bilo jasno, da se bobni vojne, da se ti zvoki bobno vojne že neusmiljeno približujejo tudi našim mejam, evropskim mejam. Ja, mene je ta njegov govor v bistvu zelo spominjal na Miloševićev govor na Gazimestanu, kjer je, če smo spet pri balkanskih paralelah. Ampak, ko si pač omenil širitev NATO, ta zgodba je znana, sploh o teh zagotovilih Gorbačovu in kot si tudi rekel, jo osporavajo tudi nekateri. Ampak vprašanje tu je in se mi zdi, da se spet vrtimo od tega ključnega odnosa velikih držav do malih držav. Ker če smo pristali ob razpadu blokovske delitve sveta na samostojnost in enakopravnost in suverenost držav, potem imajo verjetno države suvereno pravico, da se odločajo o tem, v katere povezave in če se bodo vključevale. Čeprav razumem, je to ta, da rečemo, demokratičen koncept, s katerim ima Putin ta hip največ težav. Ja, jaz mislim, on ima več težav. In seveda, živimo v času, ko se bo redefinirala varnostna arhitektura Evrope. In živimo v času, ko smo rekli, da so meje v povojni Evropi nekako dokončne.
In da si lahko predstavljamo, da bi se recimo Nemci pa Francozi ob Alzaciji ponovno sprli, ker pač niso prenesli teh travm iz preteklosti. Ampak tukaj ste omenili eno zelo povedno sporednico. Poglejte, če ima Rusija oziroma Kremelj do Kijeva v bistvu ta sentiment, da gre za v bistvu zibelko ruske kulture, je imela neka druga država do neke druge entitete zelo podobno. Ampak takrat je NATO vzel stvari v svoje roke, ker Evropa je bila ob tem nemočna. Problem je pač v tem, da NATO se zdaj izogiba, da bi vzel stvari v svoje roke, zato ker ve, kam bi to pripeljalo. Ampak vem še nekaj, leta 1996 se je Ukrajina, Belorusija in pa Kazahstan so se odrekli jedrskemu orožju in to orožje je prešlo v varstvo, bi rekel, pravne naslednice Sovjetske zveze Ruske federacije. Ampak dajmo razmisliti, a bi Putin danes tvegal vojno takšnih razsežnosti, če bi Ukrajina upravljala s svojim jedrskim arzenalom. Američani, ameriška stran je takrat vztrajala na tem, da se to orožje nekako spravi pod nadzor Ruske federacije. To bi bil pa po moje potem Armagedon, ker dejansko bi prišlo do spopada lahko potencialno neslutenih razsežnosti. Ampak do tega spopada neslutenih razsežnosti prihaja že zdaj. Pošastna devastacija, uničenje civilnih objektov, prebivalstva, milijoni beguncev. Ampak veste, 2 meseca nazaj, ko so tajne službe na Zahodu govorili o tem, da se pripravlja napad ruske armade, govorili smo kar o nekaj datumih. In takrat so govorili, da utegne ta napad povzročiti 55.000 žrtev in pa 5 do 7 milijonov beguncev. Upam, da pri teh žrtvah, da se bo nekako številka zamejila, čeprav se veste, ena smrtna žrtev je tragedija. Potem, ko se te število smrtnih žrtev sešteva, je pa potem to že neka hladna statistika. Vendarle upam, da bi morale, ne vem, ali bodo to pritiski tujih držav, ne vidim posrednika, ali bo to, bi rekel, pritisk ruske civilne družbe, ki je zdesetkana. Mi vidimo, da ob protestih v podporo Alekseju Navalnemu so se ruski represivni organi naučili cinično zapirati svoje državljane. In vidimo, to je bil nek model. In ta model se nekako spretno, bi rekel, preizkušal v praksi tudi zdaj, ko ljudje vendarle protestirajo. V Ruski federaciji niso protestirali samo v Moskvi in pa Sankt Peterburgu. Protestirali so v 53 mestih in policija, represivni organi so ljudi pač zaprli tako kot, da ne rečem kaj. Kaj pa tajne službe kot posrednik, ki prekine to norost? Glejte, tajne službe pač opravljajo svoje delo. Jaz se vedno sprašujem, komu celotna situacija danes koristi. Kdo so tisti neposredni, bi rekel, benefitorji te situacije. In že na prvi pogled vidimo nekaj. Največja žrtev so Ukrajinci, ukrajinski narod, ukrajinsko prebivalstvo. Evropa je soočena z neslutenimi razsežnostmi te krize. Rusija bo prav gotovo prizadeta, čeprav Rusija skozi zgodovino je dostikrat lahko bivala dolgo obdobje v avtarkiji, pa neki samozadostnosti. Ampak kdo pa je pri tej celi zadevi največji, bi rekel, benefitor v narekovajih? Združene države Amerike. In sprašujem se, jaz sem šel pogledat nazaj govore doajena ameriške diplomacije, gospoda Henryja Kissingerja. Henry Kissinger je nekako svetoval ameriškim administracijam, ne načenjajte napetosti proti 2 državama, ki sta lahko v končni posledici veliki zaveznici. Najbrž je imel v mislih, bi rekel, merjenje moči za Rusko federacijo, posledično pa tudi s Kitajsko. Kitajska se tukaj, bi rekel, zdaj dosti rezervirano drži, ponudila se je tudi kot posrednica. Jaz osebno sicer mislim, da je pred olimpijado, zimsko olimpijado v Pekingu, bilo nekaj govora o tem in mislim, da je Putin dejansko počakal, da je olimpijada končana in potem pač lansiral v bistvu to vseobsežno posebno vojaško operacijo v Ukrajini, ki jo je sicer pripravljal s kopičenjem enot že vsaj leto dni. Pri tem je absolutno vključena tudi Belorusija, ki je sostorilka, ki je sopomagalka, ki dopušča prenos in prevoz ruske vojske in pa enot iz svojega ozemlja. Kaj počnejo tajne službe? Veste, sej v vsaki vojni ni angelov, ni nedolžnih,
Mogoče bomo čez čas nekako vedeli, v bistvu, kakšna je bila vloga tajnih služb, kaj počnejo, kako počnejo, ampak bi pa opozoril na nek moment, ki je sledil temu, ti si omenil v bistvu tisto znamenito sejo Ruskega sveta za nacionalno varnost. Kako je Putin cinično ponižal Sergeja Nariškina, vodjo zunanje ruske obveščevalne službe, ki se tam pojavil na tistem odru kot šolarček, ampak nezavedno je Nariškin povedal eno zadevo, ko je rekel, ne, mi bomo priključili Lugansk in pa Donetsko separatistično republiko. Putin je rekel, ne, mi ne govorimo o tem, mi govorimo, ali bomo priznali. Hočem povedati, to je zgodba, propagandna zgodba, propagandistična zgodba, tukaj pač je kakorkoli izpeljana bila do vrhunca, ampak kaj je moja pomisel o tem, koliko lahko predsednik Putin zaupa v bistvu svojim tajnim službam, ki jih javno tako, bi rekel, poniža in se na nek način praktično z njih malce ne dela norca. To je veliko vprašanje, ampak nekaj moramo vedeti. Samo še to oprosti, da končam mogoče misel, ker nekako mi vre iz mene. A veste, v ruski zgodovini so se zgodili tudi zelo hipni premiki. In v ruski zgodovini ali pa sovjetski zgodovini je generalni sekretar vedno vprašal politbiro, ali ste z mano? Da, z vami smo, gospod generalni sekretar, dokler ste na oblasti, je bilo pa v oklepaju. Hočem reči, abdikacija ruskega carja Nikolaja II. Je bila hipen dogodek. Zgodila se je potem seveda revolucija, bolševistična revolucija. Razpad Sovjetske zveze. Nihče ni verjel, da bo Sovjetska zveza tako razpadla. Mihail Gorbačov je čez noč postal, ki je bil v bistvu prvi in zadnji predsednik, čez noč postal predsednik brez države. Hočem povedati, ne podcenjujemo zgodovine in pa zgodovinskih izkušenj, ampak tako, kot zdaj kaže, bi si mogoče upal napovedati, da ta spopad ne bo hitro končan in da tudi ni še zelo blizu čas, ko bi se Putin na ta ali drugačen način poslovil od v bistvu kremeljskega prestola. Tukaj samo Nataša, dodati moram Lenina, ki je dejal, da se kako že v zgodovini dolgo desetletja ne zgodi nič, potem se pa v nekaj tedni zgodijo desetletja. Verjetno čakamo ta moment. Ja, Putin bo jeseni, mislim, da praznuje 70. rojstni dan. Eno stvar, če lahko samo še malo bolj razložiš, zelo zanimivo, kar si omenil in govoril o tem, kdo ima največ od tega, ali pa lahko ima, se zdi, največ od tega, kar se dogaja, si omenil Američane. Lahko samo mogoče malo še razložiš to, kaj se ti zdi, da je tukaj od vsega, zakaj so Američani taki? No, jaz bi mogoče tukaj na kratko. Meni je, bi rekel, velika enigma, ali bi se to zgodilo, če bi bil v Beli hiši še vedno predsednik Trump. Čeprav, ko se zgodi vojna, to boš ti boljše poznala, ni več razlike med demokrati in pa republikanci. Ključna zadeva, neke teorije govorijo o tem, da znana je ta Kennanova teorija zadrževanja, blokiranja Rusije oziroma prej Sovjetske zveze. Ampak neke teorije govorijo o tem, da Američani sledijo tako imenovani teoriji podkve v strateškem in geopolitičnem smislu, da zahodni del Rusije poskušajo pokoriti tako ali drugače, Rusijo narediti na nek način ranljivo, postaviti na kolena. Zakaj? Na drugi strani pa preko Pacifika v bistvu že nekako gledajo proti Kitajski. In na ta način, jaz bi rekel, iracionalno se sliši, ampak mogoče je Rusija samo zdaj neko sredstvo za doseganje nečesa drugega, da želijo Američani v bistvu nevtralizirati drugo največjo gospodarsko silo na svetu, to je Kitajsko. Ampak se pravim, jaz niti ne verjamem v teorijo zarote in nič, ker po drugi strani je pa spet nekaj res, da Kitajski ne ustreza močna Rusija, Kitajski ustreza šibka Rusija. No in ko omenjaš te velike sile, ta moment se zdi, mislim, ne da se zdi, ni veliko držav, ki bi stale za Rusijo. Kitajska je zadržana. In se zdi, da je na drugi strani tako rekoč 3/4 sveta. Barbara nama je v prejšnjem pogovoru omenila, da se bodo tudi te stvari s časoma spremenile. Kar mene zanima, ali pa tvoje mnenje, a misliš, da ko smo že mislili, da se ne bomo
kupčkali po blokih, da smo spet na tej poti, ko bomo, ne vem, na eni strani zbirali demokracijo in na drugi avtoritarizem? Ja, bojim se, da gredo stvari v tej smeri in bojim se, da Rusija nekako je imela neke svoje ideje, kako poseči v to novo geopolitično delitev sveta. Kot rečeno, prav ta radikalni centrist, filozof Aleksandar Dugin je dejal, Putin se noče sprijazniti z statusom quojem, se pravi, stanje status quo, ko smo po, bi rekel, bipolarnem svetu dobili enopolarni svet, ko je pač zelo jasno, kdo je v bistvu avtor in pa arhitekt nove svetovne strateške geopolitične varnostne politike. Ali je to vzdržno ali ne, to ne vem. Dejstvo pa je, jaz si ne znam predstavljati, kako bodo ti narodi, bom rekel ukrajinski in pa ruski narod, potem, ko bo nekoč pa vojna končana, kje bo potekala meja, ali bo to po reki Dnepr, ali bo še bolj zahodno. To je veliko vprašanje, ampak očitno se tudi Evropa zdaj na nek način prebuja iz te, bi rekel, otopelosti, ker Putin je spretno načenjal tudi v bistvu evropsko enotnost, ko je podpiral Salvinija, ko je podpiral Frauke Petri, alternativo za Nemčijo, ko je podpiral francoske nacionaliste in tako naprej. Evropa je očitno morala postati bolj enotna, ampak Evropa je hkrati s tem, ko pošilja v bistvu orožje, zdaj tudi z Nemčijo, je dejavnik v tej vojni. Očitno bo tukaj prišlo do neke nove delitve, do nove varnostne arhitekture, jaz ne vem. Helsinki leta 1975 so postavili zelo jasne temelje in počutili smo se varne, ampak ali zdaj so potrebni novi Helsinki, ampak kdo bodo partnerji v tem dialogu? Zato, ker v bistvu te Varšavske zveze ni več, Rusija je ustanovila neko skupnost, vojaško skupnost držav kolektivne varnosti, ko je posrkala nekatere bivše, bi rekel, entitete Sovjetske zveze, ampak jaz mislim, da je za te nove delitve po moje še prezgodaj. Dejstvo pa je, da bo po moje svet soočen z to, bi rekel, posledicami, te ekonomske posledice te krize. Kako bomo v bistvu te zadeve nekako vsi skupaj kot državljani sveta preživeli, to po moje še prezgodaj povedati. Zdaj, mislim pa, da vse gre k temu, da si moramo zagotoviti neko trajno varnost, ker kaj smo se pa naučili zdaj za to rusko ekspanzijo proti Ukrajini, da mir je dejansko ni trajen mir, mir je samo odsotnost vojne. A ni, koliko se je v 14 dneh postavili toliko stvari na glavo, pa to Evropo, ki si omenil, Nemčija povečuje vojaški proračun in pomaga, Švedska razmišlja o NATO, Finska in tako dalje, mislim, v 14 dneh. Ja, seveda, države iščejo pač neka varnostna poroštva. Očitno se Rusija ni pokazala tukaj kot brezzobi tiger, ampak kot močna vojaška sila, ki ima sicer velike izgube v Ukrajini, kaj se dejansko tam dogaja natančno, ne vemo, ampak kot rečeno, Rusija kot v bistvu energetska partnerica je tukaj v velikem knockdownu, ampak ali se je Evropa dejansko pripravljena, mi se letošnjo zimo še nekako ogrevamo, zdaj prihaja pomlad, poletje, kaj bo naslednje zimo, ali imamo alternativne energente? V bistvu, hočem povedati, sankcije, kot rečeno, to ni neko stikalo, ki ga izgeš pa ugasneš, imajo tudi neke, bi rekel, spremljevalne, povratne učinke. Zdaj pa samo vprašanje, mislim, da je to manj vprašanje za evropsko javnost, ki je očitno strnjena, je enotna, ampak vprašanje za rusko javnost, ruske oligarhe, kje je tista točka, do katere še lahko gredo, ko v bistvu ta splošno poslabšanje razmer ne bo vplivalo na njihov življenjski standard. Glavne tisti, ki pa so imeli neko pomembno premoženje, oligarhi in podobno, ti so v glavnem že davno prej po moje zapustili in imajo denar nekje v kakšnih finančnih oazah. Nataša, mičkeno nam zmanjkuje časa, pa mogoče čisto zadnje vprašanje. Veliko primerjav je bilo v tem, ali je to zdaj obnovitev Sovjetske zveze ali obnovitev carske Rusije. Primerjajo Putina s Petrom Velikim. Ampak Peter Veliki je naredil ta zgodovinski obrat Rusije proti Zahodu, jo moderniziral, tudi zastavo spremenil, če smo že pri tem. Medtem ko Nikolaj II., zadnji ruski car, ki se ga tudi omenil, je imel pa zelo tak ideološki obrat proti vzhodu in neko rusko avtarkijo. Kje ti na tem spektru vidiš Putina?
Prav gotovo je Putin glasnik ruske ideje velike države, močne oblasti, ruskih interesov, stare sanje o, bi rekel, mejah, mogoče v nekdanjem ruskem imperiju. Ampak kot rečeno, Rusi so zdaj povedali, da oni nimajo namena vreči oblast v Kijevu. Predtem so govorili o demilitarizaciji, denacifikaciji, kar ima vse, bi rekel, lahko umestimo v neke predhodne govore ali pa pamflete ruskega državnega vodstva. Jaz mislim, da pravzaprav Rusija vse skozi išče neko svojo nacionalno identiteto. Ali jo je našla v obliki predsednika Putina, to ne vem. Prav gotovo pa te zadeve dolgoročno, ne za Putina, ne za ruski narod, ne za rusko državo, ne za rusko nacionalno identiteto niso dobre in bojim se, da čas pač ne deluje v dobro v bistvu teh idej, ki jih zdaj propagirajo. Ampak kot rečeno, v vsaki vojni vojna ne pozna angelov, ne vemo natančno, kaj se dogaja. Vprašanje samo je, kje se bo Putin ustavil. Ali se bo ustavil na Dnepru, ali bo šel v Moldavijo, v Pridnestrje. Mislim, da v baltske države, Litvo, Latvijo in pa Estonijo. Konec koncev, veste, v Estoniji živijo Rusi že 300 let. Ampak nekako imajo te zadeve, so estonski državljani in mislim, da to bi bil pa res totalna zgodovinska napaka, če bi se ponovila neka teorija omejene suverenosti in bi tečete. Rusi niti nimajo v bistvu teh kapacitet. Rusi so tudi v tem spopadu v Ukrajini so prikazali v bistvu, v kakšnem stanju je ruska taktika, ruska logistika, način poveljevanja in podobne zadeve. Ampak ključno se mi zdi nekaj, pomembno šele prihaja. Rusi lahko zbombardirajo mesta, podjarmijo ozemlje, ampak Rusi tega ozemlja nikakor ne bodo mogli obvladovati, nadzirati, če tudi ustanovijo v bistvu neko svojo marionetno vlado, ampak mislim, da so to vse računi brez krčmarja. Bojim pa se, da so južni deli, bi rekel, Ukrajine, se pravi Krim kot strateška točka, Sevastopol kot, bi rekel, trdnjava ruske vojne mornarice že skozi stoletja in stoletja in pa ta del, južni del, kjer so bile te, bi rekel, Donetska in pa Luganska republika, ki so mimogrede že leta 1918 pod Brest-Litovskim mirom bile ruska ozemlja, pa so potem padla. Skratka, zgodovina se je na tem geopolitičnem ozemlju tako kruto poigrala. In to je v bistvu veliko pa k temu prispevalo tudi zlo, bolševistično zlo. In Ukrajinci tega Putinu nikakor ne morejo oprostiti. In tudi ruski zgodovinari in ukrajinski zgodovinari ne bodo nikoli, naj organizirajo še ne vem koliko teh mirovnih simpozijev, nikoli ne bodo prišli skupaj. Miha, najlepša hvala za tole. Zelo fino je s tabo poklepetati, ker lahko daš to malo širšo sliko. Tako da res hvala za tvoj čas. Najlepša hvala tudi vama. Jaz upam, da sem se v kakšnih, bi rekel, prognozah zmotil. Je pa res, da veste, teh stvari človek, jaz imam prijatelje, znance na obeh straneh, in nikoli si nisem mislil, da bom kaj takega doživljal, da bo prišlo do rezanja po živem tkivu. Jaz bi rekel tako, let's give peace a chance, naj zmaga razum in naj pač prevladajo tiste sile, ki vidijo dolgoročne posledice tega zla, ki ga zdaj v bistvu gledamo, spremljamo in ga pač ruska vojska seje v bistvu na tem ozemlju. Hvala, Miha. Hvala vama.